Ta jutra v hribih so res čarobna. Pa Mojstrovka po Hanzovi, 2 urci. Nad nama se že podijo neki oblaki, tako da tale pa ta prav borc nad cesem. Je pa včeraj popoldne dežval, pa Aleš prišel, se je pa Mangart pokazal. Ja, takle razgled je danes. Pa razgled je pa še zmeril. Vršič je pa tudi med tednom, pa tole druga polovica septembra je kar polhan. Živijo! Danes sem pa, oziroma ja, sva z Alešem spet skup in greva na malo Mojstrovko. Sva na Vršiču in plan je, da gre gor po Hanzovi poti. Pol, če bo čas pa vreme v redu, skočiva še do Velike Mojstrovke in v krožni poti sem dol, nazaj na Vršič, tako da bo super akcija, razgledi se obetajo vrhunski, tako da morate iti z nama. Gremo. Pogled proti Prisojniku, Škrlatici, Špiku. Tamle dol so pa karavanke, je pa kepa. V tale prvi del poti se vzpenjamo tlele do Sedla in je ista pot, kot gre za Slemenovo Špico. Zdaj, čez kakšen mesec bo tukaj gor bojo kar procesije, ke bojo teli macesni zlatorumeni. Sem pa ta video za Slemenovo Špico sem tudi lanskrat posnel, tako da bom dal desno gor link do njega. Približam še obraz Ajdovske Deklice, pa tukaj gor je pa pol oken, ki smo par videov nazaj so plezali fajn, sem gor, jaz sem pa z druge strani prišel jim nasprot. Tlele proti vrhu Sedla, oziroma nekje na pol poti do Sedla se nam priključi tudi pot iz Erjavčeve koče. Pa gre ena sama proti vrhu. Ta jutra v hribih so res čarobna. Midva sva priletela na Sedlo, pogled z vrat proti Vršiču in zadnji Lepošpičju. Tukaj imamo table, ki nas napotijo proti Slemenovi Špici ali pa v Tamar, na Hanzovo, potem gremo midva še naprej gor. Tisti, ki redno hodite v hribe, ste verjetno v zadnjih, mislim, da 2-3 letih takele mašince videli. To so neki števci, vem pa ne točno, ampak sigurno so števci, ki štejo promet. Tole je prvi pogled na Slemenovo Špico, zadaj so pa Ponce. Pod Poncem je pa dolina pod Poncami, ne? Kar se reče tudi Planici. Glede na to, koliko malo avto je bilo na Vršiču, sem se jaz kar malo nadejal, da bova sama, ampak vidiva zdajle pred nama 6 ljudi peška. Vsega skup so bili pa 3 avti na Vršiču. Ko smo pa tlele na praktično najvišjem delu tegale prečine melišča, pa ne preveč klepetati, ker v levo proti steni zavije Hanzova pot. Prvič, ko sem šel tle,
sem odstavil kar naprej, pa sem do Slemenove špice prišel, pa se bo treba pa vračati. Prišla sva do stene, še malo razgleda. Tle je vitranc, pa ciprnik, tole spodaj so rateče, tole smo že rekli. Ide pa čelado gor, palce pospraviti gor. Malo bo 100 let, kar tale pot obstaja. Je pa to varovana plezalna pot. Prav večina vas bo uporabljala tudi samo varovalni komplet in pas. Hitro začnejo pridobivati na višini, tako da so razgledi kar precej lepi. Nad nama se že podijo neki oblaki, tako da resnično upam, da bo razgledi tudi gor lepi. Kar nekaj takih atraktivnih delov. Tale že eno od prvih, že kar globok dol. Se pa tamle tudi že planice vid skakalnice. Malo višji so pa še lepše to videli. Kar nekaj odsekov ima tudi samo kline, ampak tam, ker so samo klini, ni ne vem koliko izpostavljen. Se oblaki podijo. Tale pa ta prav borc, macesen. Smo spet poglede proti Škrlatici uzrli. Takole gremo naprej. Pa še pogled nazaj. Še malo okoli pogled, že dolgo nisem pokazal. Se pa že cela planica vidi tam dol. Tale je tudi zelo zanimiv del, prav za one, ki imate težave z višino, ker en del nima jeklenice. Kako se da vidi na Slemenovo špico. Vedno dlje se vidi, sam Mangarta se pa še ne vidi. Oblaki bojo očitno spet poskrbeli, da naju sonce ne bo opekel, da ne bo imela, pa da ne bo imela predolgega izleta še do velike Mojstrovke. Je pa včeraj popoldne deževalo. In so tukaj kaj senca, so skale take vlažne in je treba biti res ekstra previden, ker drsi. Lahko pa rečem, da nam je pa megla pospremila v del, kjer ni več jeklenic, se pravi tukaj pa bolj upoštev pride 4x4 pogon. Pri tem užicu nastajajo pa čudovite fotke z ozadjem Mangarta pa Jalovca, ampak danes nimamo te sreče, čeprav Mangart se malo odpira, če ga boste videli skozi meglo. Jalovc pa še ne. No, saj neki. Upam, da se bo še kaj odprl. Evo, ko je pa Aleš prišel, se je pa Mangart pokazal. Da moram razgledati še nekoga počakati, da se bo še Jalovc.
Z malo domišljije si lahko predstavljate še vrhove zraven, pa koliko lep razgled bi še bil, če ne bi bilo oblakov. Kot že nekaj vrhov letos, da je tudi mala Mojstrovka pričakala v praktično najlepši podobi možni. Živa. Takle razgled je danes zelo mlečen. Vidi pa se par metrov. Evo, en megleni selfie, mlečen selfie z vrha. Počasi odkorakava dol, ne. Pa kaj posnamemo, ko se bo kaj videl. Bom dal pa na vrh en razgled, ko se oblazijo v tom pozim na Mojstrovki. Da ti videli razglede. Evo, to je pa zdaj vrh. Velika Mojstrovka, zadnji je Jalovec, Mangart, Ponce, tukaj dol je Planica. Tole je dolina Male Pišnice, zadnji je Krederca. Škrlotica tudi, se pravi, najprej je Špik, Škrlotica, Trenta, zadnja Trenta, Bovški Kamsovc, Bovški Grintovc, pardon. Pojdemo dol pogledati, če je na Vršiču še kaj sonca. Včasih bomo zgleda prišel pod meglo. Evo Trenta in pogled proti njej. Pod meglo so sicer prišla, ampak je vse že v megli. Malo pa če ne drugega, ima pa lep pogled Trento. Tukaj spod pa tudi se vidi Vršiško cesto, tamle čez, pa pod Prisvojnikom se vidi pa tudi pot, ki gre proti Razorju. Razgled je pa še zmer lep. Oziroma čudovit, koliko pa na gore pogledam, pa ko bi bil 2-3 ure nazaj, ko smo štartali, ko bi bil drug dan. Prav neverjetno. Kakšna sprememba. Tale del spusta je kar precej zoprn, pa tudi vzpon je tle zoprn. Tako da jaz grem vedno raje po Hanzovi gor. Zelo sipko je. Mojem bo šla kar po Melišu dol. Bo najhitrej. Nitle je najbolj luštno Melišče. Tudi zdajle me je skoraj ena skala zadela, je šla mimo mene. No, ta spodnji del Meliša je pa veliko bolj lušten. Tukaj je pa čist drug letni čas, ko gor na vrh. Vršič je pa tudi med tednom, pa tole druga polovica septembra je kar polhan. Pa kljub takalnemu vremenu, ne. Evo, na vrh sem imela suhe fige, dol pa sveže. Še zaključek narediva. Evo, živa in zdrava dol prišla. Danes se bo kar eno opozorilo ali pa ena šola, da ni fejs po Melišu teč za drugim. Ja, bliz može biti, ja, tako je. Ampak malo bi bila neumnost. Je kar, je v redu, je tako, ko mora biti.
V glavnem drugače pa pot za gor, tako kot sem rekel, ja, je razgledi super, ampak morate vedeti, da je to plezalna, varovana plezalna pot. In večina, tako kot sem že rekel, boste uporabljali pasove, ni pa nujno. Drugače, škoda, ker ni bilo razgledov, ampak pa tudi malo krajšo turo smo naredili, kar sva mislila, ampak je postalo nekaj za drugič. Tako. To je to. Nič. To je to. Hvala, ker ste ostali z nama do konca, pa se kmalu vidimo. Ne? Dobro. Ajde. Adijo. Čau.